fuck, jaz to moram videti. Konec koncev, danes pa pač kar mi sede. Nočem se več opredeljevati neki, pač če mi bo cool. S hip-hopom si se ukvarjal? Ja, plesom sem. Plesom. 14 let, 13 let vse skupaj. Kako to zgleda več? Tekmovanja so? Začelo se je tako sam klasično s treningi, pa da imaš 2-krat na leto produkcijo, kjer pač pokažeš, kaj si pač koreografijo. Glasbena šola ima svojo? Glasbena šola ima balet, pa te zadeve, v bistvu konzervatorij, pa te scene. Hip-hop, pa vse te ostale zvrsti, gre pa preko plesnih šol. Ja, in oni imajo svojo produkcijo. Oni imajo pa pač, vsaka plesna šola ima pač na koncu leta, oziroma vsako polletje načeloma imajo svoje produkcije, ne, se pač pokaže vse skupine, kaj so se učile, 1-2 koreografije, ne. In ja, pač jaz sem začel to še v Velenju, ne, ko sem šel v Velenju, bil pač, sem bil tam 9 let, pač od malega, 7. leta dalje, se mi zdi, da celo, ne, pač, veš tisto, pač nekam te upiše, ne, pač bilo mi je cool, ne. In ja, in pa je pa to trajalo dansko v Velenju 9 let recimo. Pa sem pa vmes za 1 leto nehal, sem šel potem od Celja za 1 leto trenirati. Pa sem pa 2012 sem prišel v Maribor. Ja, 2012 sem prišel v Maribor. Pa sem bil pa še tu pri eni plesni šoli v bistvu 2 leti, ne. Pa po tistem času sem pa rekel dovolj, ne. Pač, ni bilo več to, pač, ajde, tukaj, ko smo bili v Mariboru, smo pa hodili na tekmovanja, je bilo to malo bolj resno, malo bolj na višjem levelu, ne. Bili smo tisto leto 2012, smo bili državni in svetovni prvaki v IDO, to je pač ta organizacija, varianta International Dance Organization, ki ima pač ta svetovna tekmovanja in državna in vse, ampak mislim, če potegneš črto, ne, to niso prava svetovna tekmovanja, ne. Tu imaš, ne vem, Čehe, Poljake, Nemce, mogoče kakvi Francozi, Slovenci, Hrvati, Srbi. Ja, veš, ni Kitajcev, ni Japoncev, ni Američanov, veš. Tudi, ko se poznamo. Ja, tako da, v bistvu bolj evropsko koncev, pač še prej svetovno, ne. Ampak ja, v bistvu potem se pač nekak ekipa razpadla. Veš kaj, tukaj je pa spet, ne, mi smo tekmovali v veliki formaciji, pač velika formacija je 21 ljudi. Okay. 21 ljudi ima isto mišljenje, ne? Pa isti cilj na koncu, pač da res priješ nekam. Pa da doben na 1 mesec pred tekmovanjem nekaj se mu ne da več, pa zgubi motivacijo, pa čist, ja. Pa imaš problem pol na tekmovanju. Pa imaš prav problem, ja. Verjamem, zanimivo. Kako se pa ocenjuje sploh to, mislim, kakih kriterij? Imaš dejansko sodnike, ne? Ampak še je zadnje leta je ful kuhna, ne, pravijo temu. Ker že sama državna tekmovanja niso na nivoju, tako bi moglo biti, pa nočem blatiti, zdaj kaj holjam, pa govorim dejstva, ko pač nisem več niti v temu, ampak slišim od drugih, ne. Da, v bistvu problematika tega je predstavljati si državne tekmovanje, ne, kamor pride, ne vem, recimo od oka 15-20 plesnih šol, oziroma skupin, pač, ki so v teh plesnih šolah. Sodniki, ne, ki ocenjujejo, so pa lastniki plesnih šol. Ali trenerji teh plesnih šol. Mislim, kako boš ti zdaj pravično ocenjeval tukaj, ne? Ja, nekaj je ziher ono, je sam tvoj stil, ki je, ne? Ja. Ga ti dojemaš kot pravega, ne? Ja. Če si ful, ono, ne bom, ne? Ja. Nekaj ti ostane, ne? Ja, valjda. Zdaj, če si še povezan z plesno šolo, pa če imaš neki čustveni naboj do te plesne šole ali pa do kolega, ko zdaj ima to plesna šola ali pa jim je trener ali pa je nekdo otrok od nekoga, ko ga ti poznaš. Vse to so faktori, ko sodniki pač pa pogledani, ne? Ja. Pa plus predstavlja si to, ne, pač hip-hop je mlad žanr, lahko temu rečemo konc koncev, ne, pač. Sodniki so večinoma stari med 40 pa 60 let, ne. 60-letnega sodnika si bil? Definitivno. Kak je on prišel, na to me zanima, kak je on prišel do tega, da je sodnik? Mislim, da, če se ne motim, so lastniki recimo večjih plesnih šol, danskih, naprimer, ne, naprimer Bolero, pa Urška in vse te zadeve, ne. Ja. To so plesne šole, ki obstajajo že dolgo let, ne. Ampak oni so začeli, ne vem,
to so bili klasični plesi, veš, pa se je začelo s Foxtrotom, pa te zadeve, ne. Ja. To so zdaj latinsko-ameriške, ne, in pol, pa je v 90-ih, 2000 prišlo do hip-hopa, ne, pa se je, bomo mi začeli to učiti, ne. Ampak še vedno oni stari bojo pač med sodniki, ker so pač velike živine, pač na slovenski plesni sceni, ne. In oni bojo tam, ampak kak boš ti kot, naprimer, se to na pamet rekel 60, mogoče 55. Ja, še ni važno. Starejša oseba je, definitivno. Kak boš ti ocenjeval stvar, ki je pač zelo mlada in se ne moraš poistovetiti z njo? Ne? Ja, tako v muziki je vedno nek generalna predispozicija, da če ti razumeš muziko, razumeš do določene muzike, do določene mere vsako muziko, ne? Ja. Samo razumeš vseh muzik enako, ne? Ja, to ne. Isto razumeš vseh plesov enako, ker razumeš, zakaj so ljudje to začeli plesati tak. Ker kot vsak žanr, vsake stvari, ima neko ozadje, da je folk to začel delati. En folk ni znal peti, pa so začeli repati. Pač tak je, ne? En folk je pol začel pač hip-hop plesati, ker so se tak počutili, ne? Da je to fajn delati. Ja. Kakorkoli, iz kjerihkoli razlogov, ali bil to ekonomski, ali bil to ne vem kak razlog. Ampak ja, družben, ja. Ampak ne vem, tudi če pogledaš, mislim, tudi ne boš imel žirije, show rocka, ne boš imel raperja, ali pa pač, ne vem, narodno zabavnega glasbenika, ker pač mislim, veš, ali pa pač enega take zadeve, ja, pač. Naj bi bili neki alternativci, ne? Vsaj neki, pač, da si nekje pač v teh vodah, koliko se dale. Pač, ker sam, da si glasbenik, ne moš ocenjevati vse glasbe. Ne? Ja. Lahko ocenjuješ ti nekoga mladega, pa vidiš, kak si ti, ne. Ja, lahko iz tega vidika mogoče iz tega vidika izhajaš. To verjamem, da lahko do neke mere priješ tja, ne. Tudi če mogoče nisi glasbenik, če si, kaj vem, slikar, lahko vidiš na isti način, kako se on trudi za tam na odru, kak je živčen, kako bi rad, da morata, pa kaj vse bo dobil, pa blablabla, se spomniš, ne. Ampak niti jasno, zakaj on to dela, ne. Sploh, če ti poslušaš neko X muziko, pa sploh nisi glasbenik, pa ocenuješ glasbenika, jo več kar naenkrat si tam. Fascinantno je, da se folk javi za to, no. Ja. Ker more biti ono, tudi ta 60-letni človek je mogel reči, ok, bom prišel, ne. Niso ga silili, ampak je rekel, ja, bom. Hvala. On je bil plačen za to, ne. To je bila zelo moja naslednja istočnica. Ja, to je njemu dodatno zaslužek, ne. Tako so govorili, da profesori, če dajo popravca, ne, bonus cash, ne. Če gre na popravca, pač tja imeti tistih par. Sem dobro, to je tak easy izgovor, ne, zakaj nas je toliko, ne. Mogoče smo sam fucked up razred, ne. Mogoče sam pač nismo hodili hoditi v šolo, ne. Ja, pa poslušati. Ja. Izgovori srednje šole. Tem se da debatirati, ne. Ja. Mislim, jaz sem bil priden. Ja? Ja, mislim. Veš, kaj je bil moj izgovor za manjkanje v šoli, ne? Pa je bil dansko legit izgovor. To, da sem sodeloval pri gledaliških predstavah. Ne, pač, to je bil idealen izgovor, pač. Gledaliških predstavah v šoli? Ja, v sklopu šole, ne, pač, kaj so organizirali. Pač, tukaj si manjko lep, na koncu, če črko potegnemo, pač, koliko? Pol leta ti je ziher šlo. Ti sploh, ko si imel bolj glavno voda. Ziher. Veš, in pač, na koncu leta smo imeli po, ne vem, 300 opravičenih ur, ne. Veš, nikoli nisem rabo ići pricati, pač, ker sem pač žensko šel tja. Pa si imel pač, da si mogel biti na vajah, ampak tudi včasih lahko Jaka pove, da pač vaje niso bile vedno vaje, ne? Ampak si pač sedel, ker pač nekdo ni mogel priti, pa si bil tako, ker gremo te domov, ne. Ampak pač dalo se je, definitivno. Ja, pa ne gremo te na zadnjo uro, čeprav. Ja, ja. Fuck, jaz to moram videti.